Lepo pozdravljeni, jaz sem Igor Krastelec, učitelj na srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja. Predstavil bom priročnik za kalkulacije in pa sam projekt Skliko. Na začetku bi vas lepo prosil, če se lahko pišete v seznam prisotnih, da bomo imeli dokaz, da smo res bili na seminarju, da smo bili prisotni tukaj, koliko ljudi je poslušalo, nič drugega. Ok, nihče se ni pametno rodil in zato moramo vsi skozi proces šolanja, da pridemo do neke izobrazbe, eni zaključimo prej, eni kasneje. Dejstvo pa je, da se skozi vse življenje učimo. Dobro je, če se teh naših pomanjkljivosti, našega neznanja ne zavedamo, še bolje pa je, če to skušamo odpraviti, tako na ravni posameznika, kot na ravni inštitucije oziroma šole. Tako smo se partnerji iz 4 držav, iz Nemčije, Madžarske, Belgije in Slovenije, povezali v projekt Skliko, s katerim bi želeli ljudem v praksi ponuditi kakovostne priročnike za njihova manjkajoča znanja. Predvsem ciljamo na ljudi 4, 4. in 5. stopnje izobrazbe, torej kakšni pisali, zitarji, gradbeni tehniki. In s pomočjo anket naših nekdanjih diplomantov, doktorantov in ostalih smo ugotovili določene vrzeli, ki so skupne vsem partnerjem v projektu. Ti vrzeli so gradbene kalkulacije, ki bomo danes bolj podrobno pogledali, preprečevanje mišično-kožnih problemov, pismenost, branje in razumevanje načrtov ter izdelava terminskih planov, ter zelene spretnosti, razgradnja in ponovna uporaba gradbenih odpadkov. Ok. Vsak izmed partnerjev se je zavezal, da bo izdelal priročnik, da bo izdelal teste, kvize, vaje, dodal galerijo slik in pa video. Vedno vsak mora narediti 3 videe, najmanj, torej predstavitev vzeli, pa primeri dobrih in pa slabih praks. Pa si zdaj poglejmo film, predstavitev. Gradbeništvo je eno izmed najpomembnejših panog v gospodarstvu vsake države. Pomembno vpliva na razvoj družbe, urejeno bivalno okolje, ceste, železnice, javne zgradbe pomembno vplivajo na kakovost našega življenja. Gradbeni so pomembni številni poklici, gradbeni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tesar, zidar, pečat polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje ter pomočnik pri metodologiji gradnje. Obe panogi, gradbeništvo in varovanje okolja, zahtevata izobražen kader na vseh nivojih. Zaposleni morajo biti ustvarjalni, natančni in odgovorni. Znaki morajo delati v skupini. Skrbno morajo znati delovati z eno izmed naših največjih dobrin, z okoljem, v katerem živimo. Prizoreno znanje in izkušnje učitelji in dijaki nadaljujejo z udeležbo v mednarodnih projektih. Eden izmed njih je projekt Skliko, katerega nosilec je Gospodarska zbornica Slovenije. V sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami Nemčije, Madžarske in Belgije bodo naši dijaki in učitelji z doseženimi cilji projekta pomembno prispevali k razvoju gradbene stroke. Koliko
upoštevanja vseh okoljskih zahtev in zahtev trajnostne gradnje je pri graditvi objektov zelo pomembno, da so pravilno pripravljeni in izračunani celotni stroški za izgradnjo in obnovo objektov. Stanovanjske hiše, trgovine, mostu, ceste, železnice, hidroelektrarne. Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja pripravlja praktično gradivo za izračun stroškov za gradnjo stanovanjske hiše z uporabo programske opreme. Izbrano je enostavna stanovanjska hiša. Vsi načrti so narisani v 3 modelih, ki so osnova za popis s preizmerami in kalkulacijo del. S projektiranjem in gradnjo novih objektov povezujemo sanje in resničnost. Za boljšo povezanost našega projekta in boljša novitost smo izdelali na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja v Celju in tak 3D model hiše, vse enostavne za obdelavo. Ki smo nam ga dali v obdelavo tudi ostalim partnerjem, da so vsi naredili svoje priročnike na isto temo, da je nekako povezano. 3D model je zasnovan v programu Archicad, te vizualizacije so pa narejene v Twinmotionu. Gre za klasično popečno masivno gradnjo, narejeno postavljeno na poslovnih temeljih. Izdelovi so na slikih ujačeni z laminirano betonskimi protipokresniki, zvenci in pa na licu mesta izdelanimi plakatami. Med etažami so laminirano betonske nenaravne stopnice. Objekt je nepodkreten in pa s položno streho. Podstrešje je neizkoriščeno, podstrešje je narejeno na trikotni stol. Nakloni so 19 in pa 21 stopinj. Poglejmo še preres, prišni, vzdolžni preres, in ponakljal skupen 3D model, tako da se bolje vidi, kaj smo delali preres 3D. Drugi način, naslednji način prikaza omogoča program Archicad, s katerim lahko izvozimo model pogled BIMX, prikažemo bodisi na vlastnem računalniku, oziroma na niznem računalniku, na telefonu ali na tablici. Če gledamo na telefonu ali na tablici, vidimo lahko optimizacijo 2D načrta in pa 3D modela. To na niznem računalniku ne gre. Potem, recimo, je bil tvoris, preles iz načrta ali pa preles iz neke nam druge točke. Seveda lahko označimo določene elemente, kot so recimo stopnice, okna, vrata, gasilniki in pregledamo njihove lastnosti, če so te nastavljene. Če kdo želi, si lahko to vašo hiško. Pogledate skozi Google VR očala. Počnemo tako, da se s premikanjem glave sprehodite po objektu, še prednje ta narejen, ki so pa tako, ki se sprehali po 3D prostoru. Naslednji prikaz je IFC. IFC model omogoča prenos modela, format IFC omogoča prenos modela iz modelirnika v specializirane programe za izračun statike, za vizualizacije, za kalkulacije. Tu sem izločil zidove, da sem prikazal lahko protipokresnike, vezine, vence, preklade, plošče, podstrešje, vse po etažah ločeno. Lahko
že v tem pregledovalniku lahko pregledam, kakšne so površine, kakšne so prostornine za posamezne elemente ali pa za skupine elementov. Na enak način dela tudi odbil. Vnesemo 3D model, 3D model v odbil, ki imamo olajšano delo pri izdelavi popisov, pri izdelavi predizmer, ker imamo že količine določene, pri izdelavi prezračunov. S to delom smo si zelo pomagali in nam je zelo olajšal delo pri izdelavi priročnika. Priročnik smo zasnovali tako, da smo najprej napisali nekaj teorije o kalkulacijah, vzeli smo jo po Štefanu Žembi, gradbene kalkulacije letom 2010 in pa Konvertno Šundu, ekonomika gradnje letom 2008. Napisali smo tehnični opis hiše sliko, opis del in predizmere, za gradbena dela, predanalize cene in pa končno glavno analizo cene. Pri popisu del smo vložili dela po postavkah za zemeljska dela, armirana betonska dela, zidarska, tesarska, kanalizacijska. Napisali zraven količine, ki smo jih dobili iz predizmer. Predizmer smo se lotili tako, da so čim bolj jasno vidne, da so čim bolj razumljive, kako so posamezne številke, kako smo jih dobili. Potrebna je bila skica, dobili smo iz modela, kopirali 3D, napisali celoten postopek izračuna in končna vrednost, recimo tukaj betoniranje temeljev, ali betoniranje podložnega betona, ki je leži konstrukcija v načrtu, kako se vidi model, mere in sam izračun. To je za vsako konstrukcijo posebej. Pred analize cene smo se lotili nekaj za nabavno ceno, amortizacijo, notranje transportne presedalo mokih mešanic. Nabavno ceno, tam kot piše, smo povzeli po podbildovnem ceniku, tako za nabavne cene in pa prevoz. Amortizacijo smo izračunali za nabijač žarov, za vibrator za vibriranje betona, mešali smo mešanic in pa za sejanje palte. Notranje transporte smo računali predvsem koliko časa bo nek delavec porabil za prenos neutronne materiala od točke A do točke B. Tukaj izdelava mokih mešanic, celotna sestava materijala, poraba vode, materijala, elektrike, delavca, koliko delavca in prišli do končne cene evrov na kubik. Od naprej sledi glavna analiza cen. Tu je predstavljenih 46 postavk za vsa gradbena dela. Cene materialov normativi so povzeti po podbildovnem ceniku in normativih, po normativih Vrtne zbornice Slovenije. Upoštevali smo tako mokre mešanice, opise del, predizmere in pa tudi faktor materiala in faktor poslednjih stroškov. Če si kdo želi izračunati na svoj faktor poslednjih stroškov, na svoj faktor materiala, mi smo določili tudi številko ena. Če kdo želi vnesti svojo vrednost, lahko vnese pa dobili svojo ceno, mi smo dobili skupno ceno 70.000 evrov. Zdaj, po dvorani krožika dva kompleta normativov in pa priročnika, lahko si jo še pogledate. Tudi načrti so nekje v okolici, telefon, gospodin predstavitvijo.
Če je to še kakšno vprašanje, pa prosim, izvoli. Eno so normativi, po katerih smo delali, druga pa sam popis. Normativni izdelek, gradbenih normativov. Ja, dogojen za hišo, za naš model. Zanima me, kako so povezane te sfere z modelom? Ali so povezane z parametrima modelu, ali je bila sam skripšot grafika, pa Da se seveda povezati, ker smo morali vsako posebej izračunati, smo jih našli ročno. Ročno vnos v Forbit, da se seveda BIM prenesti v Forbit in tako dobiti. to se pravi, potem se lahko parametri elementov povežajo z predmerom. Seveda. Seveda. Enako bi smo imeli to pri... Hoče na to vprašanje, v enem delu tema se mi Andreja kolega, da to tudi prikažemo. Tukaj so se mi vidi mišlje. So prikazani posamezni modeli in se da tudi iz tega dela, recimo za vse preklade skupaj dobiti vrednosti, koliko betona recimo rabite za betoniranje preklad. Še kakšno vprašanje?